Pozdravljeni na današnji izjavi v zvezi z aktualno situacijo glede koronavirusa. Tako kot je bilo napovedano, z nami so najprej predsednik vlade Marjan Šarec, potem pristojni minister za zdravje Aleš Šabeder, potem direktorica NIJZ-ja dr. Nina Pirnat in ne nazadnje poveljnik civilne zaščite gospod Srečko Šestan. Lepo pozdravljeni v tem nedeljskem popoldnevu. Ta izjava oziroma tiskovna konferenca je namenjena temu, da vas seznanimo z najnovejšim dogajanjem. Kot veste, imamo zaenkrat 16 okuženih. Zadnji primer je na slovenski Istri. Je pa tudi ta primer prišel iz tujine. Torej, zaenkrat še okužba ni nastala na območju Republike Slovenije. Ker se v javnosti pojavljajo takšne in drugačne dezinformacije, moram povedati, da je to realna številka, je to številka, ki jo imamo do tega trenutka. In tukaj z menoj so vsi pristojni, ki se ukvarjajo situacijo in bodo tudi oni vsak na svojem področju pojasnili, kakšno je stanje in kakšni ukrepi se pripravljajo. Za jutri sem sklical tudi Svet za nacionalno varnost. Svet za nacionalno varnost se bo seznanil s poročilom Ministrstva za zdravje oziroma ministra za zdravje, kakšna je situacija. Moram pa povedati, da upoštevamo navodila stroke, upoštevamo tudi priporočila stroke in ko bo situacija tako daleč, bomo lahko tudi sprejeli nadaljne korake. Zaenkrat pa še ni bilo razloga za razglasitev epidemije. Ko bomo razglasili epidemijo, takrat se potem tudi sproži državni načrt in jutri se bomo na Svetu za nacionalno varnost tudi seznanili, kaj ta načrt predvideva, kakšne so naloge vseh deležnikov in šele potem bomo lahko tudi vključili vse tisto, za kar nekateri pozivajo že zdaj. Moram reči, da ukrepamo sorazmerno, ukrepamo v skladu s tem, kar delajo tudi druge države, tukaj ne mislim Italijo. Italija je poseben primer, tako da zaenkrat vse teče tako, kot tudi narekuje stroka. In zdaj bom tudi predal besedo, zato da stroka pove tisto, kar je v tem hipu relevantno, bomo pa seveda tudi na voljo za vprašanje. Hvala predsedniku in prosim ministra za zdravje. Dobro dan, lepo pozdravljen, kot je že povedal predsednik vlade. Imamo 3 nove primere danes, tako da je vse skupaj trenutno 16 pozitivnih oseb. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo za, če rečem temu, zamejitev ali omejitev okužbe, se izvajajo in tudi delujejo. Lahko vam povem, da imamo pravzaprav bistveno prednost pred sosednjimi državami, saj nam je uspelo zelo hitro najdeti pacienta, tako imenovanega pacienta, nič in od njega naprej spremljati tudi širjenje okužb. To počnemo pri vseh pozitivnih pacientih, tako da skozi sezname in pa odzeme vzorcev ter testiranja pravzaprav nekako kontroliramo to epidemiološko situacijo. Seveda se v zadnjih dneh pojavlja tudi veliko lokalnih situacij, veliko vprašanj. Ena izmed zadnjih informacij, ki se mi pridobi pred to tiskovno konferenco, je, da bi naj neko podjetje ali neko podjetje, ki ima sedež v Italiji, zaradi zapiranja svojih proizvodnih kapacitet preusmerila svoje delavce na delo v Slovenijo, kjer imajo svoje podružnice. Ravno kar sem o tem govoril tudi z gospodarskim ministrom, tako da bomo morali tudi na tem področju sprejeti določene ukrepe.
Včeraj veste, da smo sprejeli uredbo, sam sem podpisal uredbo o omejitvi oziroma prepovedi dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se zbere več kot 500 ljudi, s priporočilom, da se ne izvajajo tudi dogodki manjši kot 500 ljudi. Žal, moram reči, žal, da ta uredba včeraj ni bila izpolnjevana. Imamo informacijo, da določeni klubi v Ljubljani in drugje so bili odprti, zbralo se je več kot 500 ljudi. To je predvsem mlada populacija, to je zaprti prostor, stiki so v teh prostorih zelo tesni, tako da tukaj še enkrat javno pozivam vse tako lokale, institucije, dvorane in vse ostale, da striktno upoštevajo uredbo, ki velja od včeraj od 19. ure in ne izvajajo prireditev, ki se zbira več kot 500 ljudi. Seveda razumem, da na podlagi tega ukrepa lahko in bo nastala tudi gospodarska škoda, vendar zaščita in pa varnost ter zdravje prebivalstva je na prvem mestu. Jutri, kot je že tudi povedal predsednik vlade, bo seja Sveta za nacionalno varnost, kjer bomo predstavili zadnje stanje in se pogovorili tudi o nadaljnjih ukrepih. Pregledali smo tudi ukrepe drugih držav, torej ne samo sosednjih držav, ampak tudi drugih držav znotraj Evropske unije. Pravzaprav vse države, razen Italije, kjer je pač izjemna situacija, sprejemajo zelo podobne ukrepe kot tudi mi, ne zapirajo šol, ne omejujejo, gibanja, ne zapirajo mej, delujejo zgolj lokalno, glede na lokalno situacijo. Večernih urah sem dogovorjen za telefonski pogovor tudi z kolegom avstrijskim zdravstvenim ministrom, tako da bomo izmenjali tudi informacije, kaj se dogaja pri njih in kakšni bodo morebitni skupni ukrepi. Toliko mogoče zaenkrat, kaj več o novih primerih in pa o sami epidemiološki situaciji, ki je danes v državi, pa gospa Nina Kerner, direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala. Hvala ministru in seveda gospa direktorica, izvolite. Dobar dan želim. Danes meni največkrat zastavljeno vprašanje je, a imamo epidemijo? Ne, še zdaleč nimamo epidemije. In si močno upam, da jo bomo z vsemi ukrepi, ki jih že izvajamo in jih bomo izvajali, tudi preprečili. V Sloveniji so vsi primeri, ki smo jih obravnavali do sedaj, povezani z prihodom iz tujine oziroma z kontaktom in to visokorizičnim kontaktom z bolnikom, ki je prinesel bolezen iz tujine. Skupno, ko ste že večkrat slišali, gre za 16 oseb, pri čemer so zadnji 3, ki smo jih imeli pozitivni, bile osebe, ki so seveda zbolele v času samoopazovanja in izolacije zaradi stika z pozitivnim zdravstvenim delavcem. V času, ko so bile še zdrave in torej, ko virusa še niso prenašale, so še delale, kasneje pa so bile iz delovnega procesa, preden so zbolele, maknjene. Mogoče še v primeru, o katerem nismo poročali včeraj, gre za osebo, ki je pripotovala iz Švice, kjer je počevala šmučanje čez Italijo in zbolela potem na Koprsko, zbolela že v Švici in se kot bolnica brez stika pripeljala v Slovenijo, kjer jo je potem po protokolu obravnaval družinski zdravnik z ustrezno napotitvijo na odvzem brisa. To pomeni, da imamo virus marsikje okrog nas, v Avstriji, v Švici, v Italiji in da osebe, ki potujejo, se tam velikokrat tudi v prostem okolju srečajo z drugimi okuženimi osebami. In zato je izredno pomembno, da smo pri prepoznavanju morebitne okužbe z virusom COVID-19 pozorni. Kot sem vam že večkrat povedala, da res opazujemo svoje zdravstveno stanje, kašljanje, vročino, mogoče težave pri dihanju in seveda takrat, ko to imamo, pokličemo družinskega zdravnika oziroma ne hodimo nekam, kjer je veliko ljudi oziroma kjer so pač rizične skupine.
Veliko je bilo tudi vprašanj na temo zapiranja šol in vrtcev, tudi oba sogovornika sta to že omenila. Poglejte, zapiranje šol in vrtcev je epidemiološko lahko zelo učinkovit ukrep, kadar se je okužba tako razširila, da s tem prenos okužbe preprečimo in prenehamo. To se nam recimo znano dogaja ob vsakoletnih izbruhih virusa gripe, ko so šolske počitnice in so otroci nehajo združevati, število okužb pač pade. Vendar v času, ko virus ne kroži v populaciji, se moramo vprašati, zakaj bi šole in vrtce, kjer primerov ni, zapirali. Kaj bomo s tem povzročili otrokom, staršem, celi skupnosti? In konec koncev, glede na to, da smo okužbe iz tujine imeli unešene iz različnih delov sveta v različne dele Slovenije, kaj bomo zapirali? Celo Slovenijo. To tako ne gre. In če gledamo vzor naših sosednjih držav, Avstrije, potem Švica ni sicer naša neposredna soseda, vendar meji na Italijo in tudi dnevno izmenjuje več 10.000 prebivalcev, ki hodijo tja na delo, moramo biti pri ukrepih zelo sorazmerni. In ključni ukrepi, ko smo večkrat slišali in ki jih poudarjajo tudi naše sosede, so higienski ukrepi in še enkrat higienski ukrepi. Res umivanje rok in pa seveda ne hoditi bolni med ljudi. Bolni, mislim, predvsem z znaki akutne okužbe dihal, kar vsak dan povem. Hvala direktorici in zdaj vabim besedi gospoda Srečka Šestana, poveljnika civilne zaščite. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Omenjena je bila že civilna zaščita in tudi v javnosti se kar pojavljajo, zakaj pa ne civilna zaščita. Tako seveda enostavno ne gre. Predsednik je že omenil, civilna zaščita že zdaj sodeluje, pomaga, opremlja vstopne točke, pomaga pri razdelitvi zaščitne opreme za zdravstvene delavce. To opremo, ki je bila za ta namen v blagovnih rezervah, ki imamo v našem centralnem skladišču in na podlagi zahtev Ministrstva za zdravje, seveda distribuiramo do določena mesta. Pogoj, da se civilna zaščita kot koordinator, nekako pa kot zamenjava za stroko, druge stroke v Sloveniji nimamo. In to je ta stroka, bo tudi civilna zaščita, seveda, če bo prišla do tega stopnje, da bo koordinirala delo, to pa pomeni ta epidemija, pomeni aktiviranje državnega načrta in potem je civilna zaščita tista, ki koordinira ukrepe ministrstev in vseh drugih služb, seveda z 100% asistenco teh ljudi, ki do zdaj to delajo. Brez teh ljudi tudi civilna zaščita naprej ne more. Tako da je treba tukaj seveda vso priznanje dati tem ljudem, ki do zdaj to delajo, seveda s pomočjo vseh tistih, ki sodelujemo tako med resorski skupini, kot tudi seveda na samih ministrstvih. No, nekatera ministrstva moram pokazati, seveda odlično dela, nekatera tudi slabše. To imamo tudi primer pri naših naravnih nesrečah, ampak tako je. In seveda temu se moramo izognibati v nadaljevanju, sprejemati takšne ukrepe, ki bodo sorazmerni in pri teh ukrepih seveda tiste tudi ukrepe, ki sprejme minister za zdravje, so obvezni tudi za civilno zaščito, za vse nas prebivalce in seveda ministrstva. Tako bodo ti ukrepi do epidemije, upam, da jo ne bo, kot je gospa Pirnatova omenila, seveda veljali tako za ministrstvo, kot za vse naše deležnike in mi bomo z vso našo, bom rekel, znanjem in izkušnjami pomagali pri zaustavitvi tega razširitve tega. Hvala tudi gospodu Šestanu, zdaj pa vaše vprašanja, prosim, vidim najprej Pop TV, potem Dnevnik in potem Radio Slovenija. Dobar dan, Klara, tudi Pop TV. Jaz bi najprej imela vprašanje, ko se tiče teme tvite. So vsi ti trije novi primeri, pojavljajo so se neke neuradne informacije od tam. Gre res za enega reševalca, dve medicinski sestri, je to vse iz zdravstvenega doma, je bilo tudi iz doma starejših občanov in kako se je pravzaprav zdaj s tem tudi krog teh stikov razširil, včeraj smo še govorili o 300 stikih. Vse te tri osebe so bile že prej identificirane kot tesni stik obolele osebe in so imele že odprej navodila, da se pač izločijo iz delovnega procesa in osebe smo tudi brisali. Vendar je ena oseba potem pač zbolela
tudi drugi 200 zboleli, to pomeni, da smo pravočasno jih izločili iz delovnega procesa in tako in tako zaradi tega, ker so bili prej izločeni iz delovnega procesa, preden bi lahko kogarkoli okužili, ni moglo prejti nadaljnjih stikov. Ko so bile osebe še v delovnem procesu, so bile zdrave, to se je zdaj pač zgodilo kasneje, toliko dni kasneje in ravno temu je bila namenjena izločitev iz delovnega procesa, odvzem brisov in pa tudi spremljanje. Res so reševalce, medicinske sestre, ponavljam, so vsi, res mislim, gre za reševalce, medicinske sestre, so vsi zdravstvenega doma, je kdo vseeno bil iz doma starejših občanov. Podatkov ne moram komentirati. Hvala. Izvolite. Če smem še dopolniti, kar se tiče teh vprašanj, za koga gre konkretno, tega pač ne moremo razlagati, ker se že lahko pojavijo tudi stigmatizacije in tako naprej. Tukaj gre vendarle za varstvo osebnih podatkov in zato vam konkretnih podatkov o obolelih seveda ne moremo dajati. Tako kot se ne morejo dajati konkretni podatki tudi od drugih bolezni. Tukaj moramo pač imeti toliko tega tudi človeškega čuta, da ne moremo kar objaviti, kdo konkretno je zbolel, kdo ni zbolel in tako naprej. Pomembno je, da stroka ve, kdo so ti ljudje, da išče stike, ne moremo pa kar obelodaniti celi Sloveniji, ker se dogaja že v šolah, da otroci že koga tudi označujejo in tako naprej, pa še nič ni. Kaj bi se šele zgodilo, če bi res prišlo do tega. Tako da tukaj res pozivam na strpnost pri tem in da zaupamo stroki, da ve, za koga gre, ker tudi pri drugih, tudi ko pride za druga obolenja, druge mogoče kakšne bolezni, seveda ne gremo na televizijo in ne povemo imena priimka obolelega. Tako da na to bi pač opozoril, preden prihaja še v bodoče do tega, ker dobivamo veliko vprašanj, da je treba zelo, zelo konkretno povedati, tega vendarle ne moremo, to morate razumeti. Se nihče ne zahteva imen, priimkov, starosti, ne, pa saj veste, ljudje v krajih se med seboj poznajo in se tako ali tako ve, da bi pa zdaj ni pa v interesu javnosti, da bi zdaj za vsakega posameznika točno vedeli. Tukaj moramo biti koliko razvinojoči. Hvala. Dnevnik, izvolite. Lila Hanos, Dnevnik, rekli ste, da je bila samoizolacija pravočasna pri teh treh zadnjih obolelih. Boste vendarle iskali tudi njihove stike znotraj zdravstvenega sistema in pa še v petek ste objavili novo definicijo primera, ampak spletne strani zdravstvenih zavodov, kamor pacienti gledajo, tega še ne odražajo. Kdaj naj se posameznik odpravi? Torej, posameznik naj se pokliče. Ja, posameznik naj se pač prijavi zdravniku, če je prišel iz tujine, če ima kakršnokoli znan kontakt z osebo, ki je bila pozitivna na COVID-19, če je bil že prej opozorjen kot visoko ali pa nizkorizični kontakt, ker tak je bo zdaj vedno več, ker intenzivno epidemiološko anketiramo, in seveda, če pri sebi opazi neke znake okužbe zgornjih dihal, kašljanje, kihanje, vročina, slabše počutje. V tem delu smo definicijo razširili. Nekateri od teh ljudi so zavrnili tik pred razširitvijo definicije primera. Je morda smiselno, če se še vedno slabo počutijo, če zelo močno kašljajo, imajo vročino, da svoje zdravnike ponovno opozorijo na svoje stanje? Absolutno, da da. Vemo, da je prišlo v prejšnjem tednu do spremembe definicije v skladu z priporočilom ECDC-a in tudi druge države so prejšnji teden to spreminjale. Lahko, da se je v vmesnem obdobju pojavil kdo, ki je bil zaradi striktnega protokola tudi zavrnjen. Da, vkolikor je oseba bolna in ustreza novi definiciji, to pomeni, ima akutno okužbo zgornjih dihal, kašlja, kiha, vročino in podobno, in ustreza vsem tem ostalim prej že naštetim in prihod iz druge države, znani stik z bolnikom ali bi pa celo pozval na samo opazovanje, seveda, da pokliče izbranega zdravnika in se dogovori za testiranje.
ampak tudi v nekaterih primerih lahko zdaj tukaj za ljudi, ki niso bili na območjih s povečanim tveganjem za okužbe in niso imeli stika z okuženo osebo po novi definiciji, ne? Torej, sam pojav akutne okužbe zgornjih dihal, glede na to, da smo v sezoni še vedno gripe in gripi podobnih bolezni, še vedno ni indikacija, da se boš testiral, ker konec koncev bi lahko testiral celotno populacijo. Še zmeraj mora obstajati nek stik. Smo se pa dogovorili, da pa znotraj specifičnih okolij, znotraj bolnišnic, pa se seveda vsa specifična bolezenska stanja, recimo neopredeljene pljučnice, pa rutinsko tudi testira na ugotavljanje tudi novega virusa kot povzročitelja. Stike boste pa testirali pri teh ljudeh, ki so bili nazadnje odkriti kot okuženi, tudi znotraj zdravstvenega sistema? Torej, ta zadnji, če bomo ugotovili še kakšen stik v okviru epidemiološke preiskave, ki smo jo seveda pri vseh teh novo pozitivnih opravili in delno še poteka, ker to je današnji pač podatek, bomo seveda ravno tako vodili v skladu z protokolom. Hvala. Čaka Radio Slovenija, izvolite. Mene pa zanima, ali v zvezi z metliko so predvideni še kakšni dodatni ukrepi, ali je to, kar ste doslej sprejeli in priporočili zaenkrat vse. Pa zdravstveno stanje vseh, do zdaj so še vsi v bolnišnici, ali bo tako ostalo, ali boste še naprej vse. Sprva ste namreč najprej rekli, da so te blage oblike, recimo lahko tudi takšne, ki se preživijo doma, kdaj bo ta faza prišla in pa glede na to, da zdaj prve primere tudi pri nas že imamo, ali se mora biti karkoli v zvezi s tem spremenilo, sami znaki ali potek in podobno, recimo namreč ena od okuženih, ki je rekla, da recimo ona vročine sploh ni imela, ne? Mi pa vse skozi tudi poudarjamo, da je vročina tudi zelo pomemben znak. Najprej glede same metlike, ukrepov zaenkrat ne mislimo spreminjati, je pa res, da bomo po razširjeni epidemiološki preiskavi še po dodatnih pogovorih s temi 3 sekundarnimi kontakti, ki smo jih imeli, bomo še enkrat presodili. Vendar glede na to, da gre za skupek bolezni, ki je nastal iz istega vira, zaenkrat mislim, da dodatni ukrepi ne bodo potrebni. Stanje naših bolnikov ali bolje rečeno okuženih, ker nekateri sploh niso imeli težav, je po mojih dosedanjih informacijah dobro. Na vprašanje, kdaj bomo nehali vse okužene sprejemati v bolnišnice, bomo odgovorili po skupnem posvetu z koordinacijsko skupino za nalezljive bolezni. Namreč večina teh oseb po dosedaj znanem stanju je ali ima zelo blage znake okužbe, ali jih sploh nima, le nekaj jih je imelo težjo obliko bolezni, ki bi tako in tako pristala v bolnišnici. In ravno zato, ker se pričakuje, da se bo okužba zaradi narave počasi širila po populaciji, ne moramo in ne smemo zdravstvenih ustanov zabiti z bolniki, ki pravzaprav tega ne potrebujejo. Vam bom povedala konkretni primer ravnanja naših sosedov, Avstrijcev in pa Švicarjev. Eden izmed naših primerov je sobival z Avstrijcem in pa z Švicarjem ravno v času, ko je zbolel. Ko so sporočili stanje v Švico, so ugotovili, da je tudi Švicar bolan, vendar ima navodilo, ok, si bolan, bodi doma, za virus korona-19 ga niso testirali. Čeprav je navedel, da je bil v stiku z pozitivno osebo. Avstrijc trenutno znakov še nima, ima navodilo, samo opazuj se, vkolikor se karkoli zgodi, kontaktiraj zdravnika. In to je vse. Nobenih dodatnih posebnih brisov, kar takož iskanja okolice. Namreč moramo se zavedati, da greš vendarle pri večini prebivalstva, 80%, morda še več, za relativno blago virusno okužbo. Zato moramo ukrepe, zdravila,
ki bodo zdravljenje, bolje rečeno, ker specifičnih zdravil še ni, potem vse te bolnišnične kapacitete prihraniti za tiste, ki bodo pa to zaradi svojega stanja res potrebovali. To pa vemo, kdo so. Bolniki s kroničnimi boleznimi, zlasti srčno-žilnimi, malignimi in podobno, tisti, ki so že tako in tako danes pogosto v bolnišnici. In moramo narediti vse, da pa okužba do njih ne bo prišla. To pomeni, da v zdravstveni sistem mi, bolniki, vstopamo skrajno odgovorno in seveda, da zdravstveni delavci res ravnajo tako, kot so se in smo se pri bolnišnični higieni in preprečevanju okužb učili. Hvala, izvolite naslednji. Ja, Svetina Nova 24 TV, v bistvu bolj vprašanje za gospoda Šabedra pa gospoda Šarca. Glede na to, da so tudi včeraj potekale, ne glede na to prepoved nekatere nočne zabave, recimo v Domžalskem klubu Live, okrog 500 ljudi, koncert Ivana Zaka, predvidevate kakšne kazni, sankcije za tiste, ki bodo pač kršili to prepoved, ki ne bodo zadeve vzeli resno. Zanima me tudi, kdaj bi bila lahko znana usoda Planice, glede na hitro naraščajoče število okuženih, in pa morda samo še eno dodatno vprašanje za gospoda Šarca, nekako komentira recimo neke kritike bodočega predsednika vlade Janeza Janše, da bi lahko Svet za nacionalno varnost sklical tudi hitreje, da pač ne bi treba čakati do ponedeljka. Tako kot sem že povedal, kot ste tudi vi omenil, ja, dobili smo danes informacije, da je bilo kar nekaj nočnih klubov včeraj kljub tej prepovedi odprtih, kar moram reči, da po eni strani razumemo, se nastaja gospodarska škoda in izpad prihodka, po drugi strani je pa to uredba, ki jo podpiše minister in velja za vse. Tako da potrebno bo seveda pogledati zakon, ali za to obstajajo sankcije oziroma zakonodaje tudi to zadevno dopolniti, če se ne bo uredba spoštovala v celoti. Kot sem povedal, gre tukaj za precej občutljivo populacijo, gre za mlade, kjer sicer okužba ni tako široko razširjena, ampak seveda je skrb za ta del populacije toliko večja in smatram, da je tudi neodgovorno organizatorjev, da ignorirajo uredbo ministrstva in vlade in kljub situaciji, kot je v državi, izvajajo takšne dogodke. Kar se tiče pa Planice, Vitranca in vseh dogodkov športnih, ki prihajajo v naslednjih dneh ali tednih, pa ta trenutek še dokončno odločitev ni sprejeta, se vidite, da se vsak dan pravzaprav slika spreminja, ne samo z dneva v dan, ampak tudi z ure v uro. Kot spremljate trenutno vse zadnje dni, pravzaprav vse zimske športne prireditve potekajo pravzaprav brez prisotnosti gledalcev, tako da je to tudi ena izmed možnosti, ki bi se lahko zgodila tako naslednji vikend kot čez 14 dni za Planico. Kar se tiče Sveta za nacionalno varnost, res je, velikokrat slišim, tudi zlasti včeraj in danes, zakaj ni bil sklican prej, da je prepozno in tako naprej. Moram povedati, da se glede sklica Sveta za nacionalno varnost usklajujemo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in pa Ministrstvom za zdravje. Skratka, ko smo presodili, da je trenutek pravi, smo tudi sklicali ta svet. Ker Svet za nacionalno varnost, ki bo jutri, se mora seznaniti z dosedanjim dogajanjem, moramo imeti vse podatke, relevantne podatke. Svet za nacionalno varnost je posvetovalno telo vlade in ni odločilnega pomena pri tem, kajti odločilni pomen pri tem po zakonodaji ima Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zdravje lahko kadarkoli razglasi epidemijo, če bi se ugotovilo, da je to potrebno. Kot pa že rečeno, nobena država razen Italije doslej še ni razglasila epidemije, nobena država tudi še ne zapira šol, vrtcev in ne izvaja drugih ukrepov. Zato smo tudi Svetom za nacionalno varnost počakali toliko časa, ko smo ugotovili, da imamo toliko podatkov, da lahko ta svet skličemo. In ko je gospa Nina Pirnat priporočila, da je pa zdaj čas za to, in tudi Ministrstvo za zdravje, sem seveda ta svet takoj sklical. Je pa veliko seveda tudi napačnih informacij v javnosti in tudi nepoznavanja zakonodaje in tako naprej. Svet za nacionalno varnost je posvetovalno telo vlade in glede na to, da po zakonodaji je pristojno Ministrstvo za zdravje,
zagotovo ne bo prav nič zamujenega. Kot je bilo že povedano, tudi civilna zaščita že ves čas sodeluje v tej skupini, ves čas se že koordinirajo aktivnosti. Če pa bo razglašena epidemija, ampak to bomo videli, kdaj bo to pač potrebno, takrat se bo dalo na naslednjo stopnjo in se bo tudi aktiviral državni načrt. Tako da zaradi Sveta za nacionalno varnost oziroma, če bi ga sklicali včeraj ali danes, zaradi tega se ne bi zgodilo nič drugače. Bistveno vprašanje je, kdaj razglasiti epidemijo. Kdaj bodo razmere zrele za razglasitev epidemije in ko bomo razglasili, če bomo razglasili epidemijo, takrat se vključi državni načrt. Mi smo že v soboto oziroma včeraj, ko smo dobili podatke iz Metlike, ko smo se bali, da je okuženih več, smo pač razmišljali tudi v to smer. Potem, ko so bila opravljena testiranja in se je izkazalo, da so vsi tisti testi negativni in tudi po celotni državi, je Inštitut za Nacionalni inštitut za javno zdravje povedal, da epidemije še ne moremo razglasiti in zato je pač to neka prelomnica, ki se bo zgodila. In to je ključno vprašanje. Vse ostalo je koordinacija ministrstev, ki tudi že poteka, zlasti bo tukaj tudi udeleženo gospodarsko ministrstvo, ker največ problemov imamo tudi z vprašanjem gospodarske škode. Če se zgodi, da se tudi meje zapirajo ali kaj podobnega, in jutri se bomo, kot rečeno, na Svetu za nacionalno varnost seznanili z dosedanjim dogajanjem, je pa pomembno, da z ukrepi ravnamo sorazmerno, kot je bilo že večkrat povedano. In glede na to, da je samo Italija izvedla takšne ukrepe, druga država še nobena, tudi mi te ukrepe izvajamo v skladu s tem. Seveda pa ves čas smo pripravljeni tudi, da damo ukrepe na naslednjo stopnjo. Tako da še enkrat poudarjam to, ko se zdaj govori, da imamo politiki radi proste vikende in da zaradi tega ni Sveta za nacionalno varnost, to je skregano z vsako realnostjo. Če bi bilo to potrebno, verjemite, da bi ga sklicali že zdavnaj. Tako da še enkrat opozarjam pri teh vprašanjih, da smo zdaj vsi v istem čovnu in tukaj ni čas za politiko, poslušamo stroko, upoštevamo stroko in želimo izvajati ukrepe tako, da bodo tudi najbolj učinkoviti in v tem hipu so ti ukrepi, ki so sprejeti, učinkoviti za zaustavljanje širjenja okužb. Hvala. Najprej vprašanje Al Jazeere, potem sledi TV Slovenija. Gašper Rube, Al Jazeera. Zanima me torej, kdaj so izpolnjeni ti pogoji, pa konkretno, kateri so ti ukrepi, zelo na kratko, mogoče v 3 točkah, ko se sproži državni načrt. Hvala lepa. Kar se same epidemije tiče, nekih točnih kriterijev za številkami ni. Vendar, ko se na določenem območju pojavi večja število ljudi, ki so okuženi in tudi večje število stikov, ki so bili v njimi v stiku in bi potencialno lahko zboleli, kot je to običajno, potem se dajo priporočila za razglasitev epidemije. Bom čisto konkretno povedala. Če bi imeli recimo ta trenutek 10 ljudi, ki so bili v stiku z potencialnimi 1000 ljudmi, bi epidemija razglasitev sledila. Kaj pomeni za razglasitev epidemije, bo pa več povedal kolega, ker tukaj se aktivira cel kup mehanizmov, ki morajo biti koordinirani. Kot sem že prej v mojem uvodnem nastopu povedal, pogoj
ki je zapisano v zakonu o nalezljivih boleznih, je seveda razglasitev epidemije. In potem pristojni minister za zdravje predlaga aktiviranje državnega načrta. Državni načrt se aktivira, v državnem načrtu so eksplicitno napisane naloge posameznih ministrstev, resorjev, že prej sem omenil, veliko teh nalog se že zdaj izvaja. Naloga civilne zaščite je pa predvsem koordinacija teh nalog, koordinacija teh ukrepov in seveda sorazmernost in zagotavljanje, da se vsi ti ukrepi tudi izvajajo. Seveda ne smejo biti ukrepi taki, da eden drugega negirajo, ampak morajo biti usklajeni. Zapisano je 10-15 točk pri vsakem ministrstvu, od teh, kot sem že omenil, nekatere že zdaj, tudi civilna zaščita je vključena že zdaj. Bistveno se ne spremeni nič, razen tega, da se razbremeni pristojno ministrstvo, ki mu ni potem, ko je načrt aktiviran, potrebno izvajati neke koordinacije, kar zdaj počne recimo državna sekretarka skozi to medresorsko skupino, in seveda to ministrstvo lahko več in bolj strokovno dela, podpira civilno zaščito, odnosno poveljnika pri ukrepih in predlaga ukrepe, seveda. Že prej sem povedal, noben ukrep ne bo prišel sam iz strani civilne zaščite kakšnih drugih struktur, ampak iz teh struktur, ki tudi zdaj pripravljajo, ocenjujejo in predlagajo ukrepe. Seveda se vsak konkreten primer razglasitve epidemije obravnava v skladu z priporočili stroke in je seveda treba vsakega posebej tudi individualno obravnavati. Prej, ko sem recimo navedla 10 pa 1000, to pomeni, da bi na enem majhnem območju v kratkem pričakovali recimo 1000 bolnikov, kar pomeni, da bi v tem trenutku prišlo do kolapsa zdravstvenega sistema in tako naprej. Vedno je treba vsak primer individualno tehtati, glede na velikost področja, kjer se je ta bolezen pojavila, ki bi jo utegnila prizadeti in tudi kakšne motnje v zdravstvenem sistemu in pa v drugem sistemu odgovornih služb, javnih služb bi povzročila. Tako da ti se bo samo zapis podobno. Hvala, TV Slovenija. Še to, če dodam, svetujem pa seveda vsem, da če ni res nujno, ne potujejo zlasti v Italijo in da tudi se ne udeležujejo prireditev in da se tudi organizatorji prireditev striktno držijo uredbe. Saj veste, vlada lahko sprejme ukrepe, lahko sprejme sklepe, ampak bistveno je, da se ljudje tega tudi držijo. In seveda, tukaj so turistična potovanja, tukaj so razna smučanja in tako naprej. Zlasti tisti, ki so v zdravstvenem sistemu, zagotovo ni priporočljivo, da hodijo v Italijo in tudi drugim državljankam in državljanom seveda toplo priporočamo, da naj preložijo svoje potovanja oziroma da naj ne potujejo, kajti to bo seveda najbolj preventivno vplivalo na zaustavitev oziroma upočasnitev širjenja virusa. To je dejstvo, ker če potujemo na rizične destinacije, recimo čez Benetke, čez letališče Benetke, je zagotovo velika verjetnost, da pride do okužbe, ker doslej so vse okužbe prišle iz tujine. Tega se moramo pa zavedati. Vlada seveda ne more vsakega spremljati, kam potuje, kako potuje in tako naprej, ampak priporočamo pa res, da potovanja zmanjšajo na minimum oziroma da sploh ne potujejo vsaj nekaj časa, da se ta okužba upočasni oziroma zaostavi. Marošulj, TV Slovenija, večkrat ste že dejali, da je stanje okuženih stabilno. Zanima me, kako poteka samo zdravljenje, glede na to, da zdravila za to še ni. In druga zadeva, ki me zanima, je, kaj lahko stori vlada? Pravzaprav, glede na to, da je industrijsko razvit sever Italije, naš močan, pomemben partner gospodarski, ali lahko država kakorkoli posreduje, pomaga podjetjem in kaj boste storili, mora biti pomagali organizatorjem, na primer v Planici, če bi slučajno prišlo do tega, da bo prireditev potekala pred praznimi tribunami.
Torej, kadar gre za blažjo bolezen, potem je zdravljenje take virusne bolezni zgolj simptomatsko. Blažimo simptome oziroma v primeru, če se bolezen poslabša, da pride do težav z dihanjem, sledi podpora s kisikom ali podobno. Ampak kot rečeno, v dosedanjih podatkih je večina okužb oziroma pri nas pozitivnih in je brez težjih težav. Ja, vaše vprašanje se nanaša na gospodarsko škodo, nekaj sem že omenil v tej smeri. Vlada dela tudi vsak dan na tem, da ne sprejema nekih nesorazmernih ukrepov, ker minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je že pozival, da ne ustavljati poti, tovornih poti in tako transportnih in da ne sprejemati pretiranih ukrepov. In zagotovo je naloga vlade, kot sem že prej govoril, da sprejema ukrepe sorazmerno, kajti zagotovo. Prva je varnost in zdravje ljudi, to sta na prvem mestu in tukaj se vsi strinjamo, vendar je pa treba hkrati misliti tudi na to, da če vse dejavnosti ustavimo, vemo, da turizem se že ustavlja, vemo, da se ustavljajo tudi druge panoge, je potrebno misliti tudi na to, da z nekimi prekomernimi ukrepi ne poslabšamo situacijo v to smer, ker potem bomo imeli socialne probleme, bomo imeli tudi seveda izpad gospodarstva in tako naprej. Kar se tiče pomoči, je Ministrstvo za gospodarstvo že pripravilo določene ukrepe, določeni ukrepi pa bodo seveda pripravljeni tudi takrat, ko se bo verjetno v prihodnje sprejemalo tudi kakšen interventni zakon na to temo, vendar moramo najprej seveda tudi, kot po vsaki tudi naravni nesreči ali čemarkoli drugem, se vedno škoda oceni naknadno, da se potem tudi izplačajo bodisi subvencije, bodisi tudi odškodnine ali karkoli drugega. Zdaj, ko gre recimo za prireditve, to je že prvi konkretni primer, nas je klicalo kar nekaj organizatorjev, seveda niso bili veseli, nekateri so bili tudi malo ogorčeni. Prireditve je dobro, da so zavarovane in kolikor mi je znano, bodo zavarovalnice tudi povrnile škodo, če je odpoved neke prireditve zaradi višje sile, kar to zagotovo je. Seveda, v bodoče, če se bo virus stopnjeval oziroma število okuženih se bo stopnjevalo, bo potrebno tudi prireditve pod 500 zaprtih prostorih prepovedati. Kar se tiče Planice in Vitranca, se bo še odločalo, tukaj so tekme lahko izvedene brez gledalcev, kar pa seveda pomeni velik izpad prihodka in velike težave. Tako da širjenje koronavirusa ima zelo široke razsežnosti. Primarna razsežnost je seveda okužba, obolenje in preprečevanje zapletov ter morebitnih celo smrti. Sekundarno pa potem nastanejo druge težave, ki ste jih pa že omenili. Tako da država bo imela velike težave lahko, če bomo tudi v tej fazi že prekomerno ukrepali in s tem vse tudi zaustavili. Tako da se vsak dan tega zavedamo in to je dejansko tudi največji problem. Koliko ukrepati, kdaj ukrepati in kakšne ukrepe izvesti, da ne povzročiš dodatne škode. Tako da se tega zavedamo in Ministrstvo za gospodarstvo že dela na tem, glede na to, da bo minister ostal isti, tukaj ne bo prekinitve procesa in verjamem, da bo to naslednja vlada tudi potem sprejela takšne zakone, ki bodo gospodarstvu lahko tudi povrnili škodo oziroma olajšali njihove težave. Hvala, imamo še eno predzadnje vprašanje, izvolite. Televizija Slovenija, Eva Furlan. Najprej, če nas spomin na dva, zdravnik iz Metlike ni izkazal znakov okužbe,
Takrat, ko jih je, se je izoliral oziroma odšel z dela, pa vendar se je okužil tako reševalec kot dve medicinski sestri, ki so bili z njim v stiku. Ali je to na nek način novo dejstvo oziroma se virus širi tudi še pred temi znaki oziroma močno širi tudi pred znaki same okužbe oziroma klinične slike. Potem, kar se tiče tudi Planice, me zanima, veliko ljudi pride tudi iz tujine, vzame si dopust, da pride na tovrstne prireditve. Boste morda odločitev ali Planica da za gledalce ali ne sprejeli tokrat prej, glede na to, da je tudi recimo pred koncertom v Stožicah za Bočelja čakalo veliko tujcev, ki so bili potem precej nezadovoljni. Pa še zadnje vprašanje, vsi tisti, ki so okuženi oziroma ki pač še nimajo klinične slike, če jim dejansko njim pripada bolniški stalež in bo zdravstveno zavarovanje za težko izplačano. Stiki, ki so doma v karanteni, jim ne pripada bolniški stalež, pripada pa jim, kolikor dobijo odločbo o karanteni, 50% sredstva od delodajalca, ki, če se prosim naučila zakonodaje, ker sem zdravnik, lahko potem izstavijo regresni zahteve do države. Naslednja stvar, kar se tiče samih stikov in pa obolevanja kasneje. Včasih človek stik, bolezenske znake, neke prehladno obolenje, praskanje v grlu in podobno, morda v prvem trenutku ne jemlje dovolj resno. V primeru respiratornih obolenj so to velikokrat napovedujoči znaki, ko nekdo še pride na delo. In če se v takem trenutku zgodi stik, potem lahko tudi nekoga okužimo. To pomeni, da če se nam na delovnem mestu zgodi, da zbolimo kot zdravniki ali pa zdravstveni delavci z znaki, ki bi lahko nakazovali okužbo zgornjih dihal, se moramo ali z delovnega procesa izločiti ali pa ustrezno zaščititi, da tega ne prenašamo naprej. In morda je v tem trenutku potekala tudi te stiki, za katere ste spraševali. Glede Planice bo seveda konsenz odločitve širši, vendar glede na zbiranje večjega števila prebivalstva na danem mestu in tudi po vzoru drugih držav bo verjetno potrebno razmišljati, seveda po dogovoru z ostalimi, o televizijskih prenosih brez gledalcev. Zadnje vprašanje, izvolite. Sabina Zorman, STA. Moje vprašanje je za gospoda Šestana, se navezuje še na odgovor. Bi lahko pojasnili, kaj ste mislili s tem, da ena ministrstva delajo bolje, druga slabše, mogoče malo bolj konkretno, kaj mi gre? No, to ne bi pojasneval, res ne. Ni čas za to. Gre za to, da imamo mi skozi načrtovanje, proces načrtovanja v različnih situacijah, v različnih nesrečah in ena od načrtovalnih nesreč je tudi epidemija. Zelo veliko izkušenj. 20 in toliko let in odziv posameznih ministrstev je odličen do nezadosten. Tako je tudi pri tem. Tako pri papirnatem, pri pripravah na odziv, pomeni načrtovanju, mi to kličemo načrt dejavnosti posameznega ministrstva, kot tudi pri samem odzivu. Zdaj ne bom pa ocenjeval posamezno ministrstvo, to so lahko tudi moje osebne ocene, ampak so velike razlike. In seveda te razlike bomo skušali skozi proces bom rekel zmanjšati. Hvala, to je za danes vse. Hvala sogovornikom, hvala tudi vam in tudi vnaprej ostajamo v komunikaciji. Hvala lepa.